zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta. Naj sonce bo nevihta, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Pod čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Pod čarobnim dežnikom čarovnija je, dežnik se vrti, še ti zavrti se. Vitka! Živijo, Charlie? Hej, čau. Charlie. Čau. Tako si se fižola danes najedel. Ja, hajde se vrti. Ja, zdaj pa čas za počitek. Charlie, kaj pa delaš Ja, ti? a nimam lepe noge. Kaj, smrdi, okej? Charlie. Joj, koliko je ta noft velik. Ja, Charlie, Ja, kaj? ja, kako se pa obnašaš? Kako, pač tako kot vsak dan. V šoli. Pa kje si to videl? Ja, v šoli, to vsi delamo si, malo nofte pogrizamo na nogah, pa vohamo si, kdo ima najbolj smrdeče. Tih mora polomiti, pa ki še nima dost, se ne smrdijo nič. Pa si ti kdaj sploh slišal za bonton? Kako, čakaj, Glej ga, Miha še po nosu si vrta. Joj, Charlie. Charlie, Kaj? Bontona, poznaš bonton? A bonbon mi boš dal? Ne bonbon, bonton. Bonton, kaj pa je to to bonton? so pravila lepega obnašanja. Ja, pa kaj sem pa naredil narobe, no? Mislim, Se mi je zdelo, da še nikoli nisem slišal za bonton. daj povohi, a mi smrdijo res? O, Charlie. Charlie, daj Miha, prosim, povej mu, kaj je to bonton. O, Charlie, vzami beležko in si vse dobro zapiši. Sedaj ti bom jaz razložil, kaj je to bonton. Okej, ja. A si lahko pač pustim, a si moramo obuti nazaj nogavice? Prosim, obuj čim prej. Okej. Evo, Miha, jaz sem pripravljen. Jaz tudi. Zdaj pa ti meni povej malo več o tem bonbonu, ali kaj si že O prej rekel? bontonu, Charlie. Bontonu. Čakaj, še tukaj imam nekaj, se mi zdi gor. Nehaj, poslušaj, Charlie, poslušaj, prosim. Charlie. Okej. Pravila obnašanja nam pomagajo, da se vklopimo v družbo, v kateri živimo. Beseda bonton prihaja iz francoskega jezika in pomeni dobro obnašanje oziroma vedenje. Vendar je veliko več kot samo lepe manire in uglajenost. Ko se učimo pravil bontona, odkrivamo smisel življenja. Lepo in kulturno obnašanje je nekaj, kar veliko pove o človeku in je ključna stvar, ki se jo naučimo tekom odraščanja od svojih staršev in učiteljev. Miha, a je res, da ko kam pridemo, da moramo pozdraviti? Pozdravljeni, kaj še lahko rečemo? Dober dan. Ko pa zapustimo prostor, seveda se moramo pa posloviti. Nasvidenje, adijo, se vidimo. Čau, stari. Res je, Tjaša, res je. Ja. Če prideš k ljudem, ki jih ne poznamo, se predstavimo. Če pa nekdo pride k tebi in ne pozna tvojih prijateljev, pa mu jih ti predstaviš. Starejše in odrasle ljudi vedno naslavljamo z gospod in gospa. Nikoli pa ne z hej ti. Hej, ti stari, kako si? Ne, gospod in gospa. Pomembno je tudi, da ko nekdo govori, ga poslušamo, Charlie, in mu ne skačemo v besedo, ampak počakamo, da pove do konca, potem pa lahko tudi mi povemo, kar mislimo in želimo. Samo, sej nisem nikamor skočil, sej tukaj sedim skozi. Aha, tako se reče, a ne? Tako, ja, tako. Temu se samo tako reče, da skačemo v besedo. Čeprav, zdaj sem se pa tudi jaz nekaj spomnil. Mislim, sej to nam učiteljica v šoli skozi govori, a ne? Da če hočemo kaj povedati, da moramo dvigati roko.
Ja, roko gor. Ja. Zato, ker nas je najbrž preveč v razredu. A ne? In če bi vsi prek enega in drugega govorili, bi bila to cela zmešnjava. No, saj tako je v našem razredu. A ne? Sam zdaj jaz bom probal biti malo bolj priden, pa vedno roko začel gor dvigovati, pa tudi Primožu, Mateju, Simonu in Jasni bom rekel, da morajo isto delati, ker smo mi malo bolj poredni. Ja. Zelo lepo si to povedal, Charlie. In res je. Veste, tudi takrat, ko vam nekdo nekaj noče povedati, ga ne silite v to. Tudi nikoli ne govorimo v tujem jeziku pred tistimi, ki ga ne razumejo. V družbi si ne prišepetavamo in ne ponavljamo 100-krat enega in istega. Tudi ne pogovarjamo se o tistih, ki jih ni zraven in ne govorimo on in ona, ampak te osebe naslavljamo po imenu. Charlie, si utrujen? Mislim, malo sem utrujen, igrali smo se cel dan, fižola sem se najedel. Vem, ampak ko zehaš, veš, si moraš vedno tako zakriti usta. Tako je, Tjaša. Ne pa tako, da ti vsi vidijo, koliko črvivih zob imaš v Ja, pa ustih. to vsi v razredu delamo, da vemo potem, kaj smo jedli prejšnji dan. A to ni kul? Se Mislim, da bo moral Miha v vaš razred. Miha, kaj, Ne, ko ne. zazeham? Tjaša, lepo si povedala Charliju. Vedno je treba dati pri zehanju roko čez usta. Pa tudi pri kihanju in kašljanju. Pa vedno kihnemo v rokav ali v komolec. Tako. Ok. Komolec. In ko nekaj potrebujemo, vedno rečemo, prosim to in to. Ko pa nekaj dobimo, pa rečemo, Hvala. Tako je, hvala. A ne, jaz bi pa še. Ne, rečemo hvala. Hvala, ok. No, ukolikor pa nekaj zavrnemo, pa rečemo, hvala ne bi. Pomembno pa je tudi, da nimamo vedno mi glavne besede, ampak pustimo, da tudi drugi kaj povedo. No, pa še nekaj. In sicer, ko nam nekaj ni všeč, se ne razburjamo na ves glas. Ok. Jaz sem se tudi še nekaj spomnila iz vrtca. No, povej. Vedno so nas učili, da se ne dotikamo stvari, ki niso naše. Razen seveda v vrtcu igrače, ki so od vseh. Ne? Če pa nekdo nekaj novega prinesel, mu pa ne pulimo igrače iz rok, ali pa, saj veš, se ne dotikamo predalov, ki so od vzgojiteljic in tako. Mislim, to mi delamo v razredu, a ne? Ampak bom povedal vsem, da tega več ne smemo. Ne. Ja. Tako je, res je, Tjaša. Vidim, da kar nekaj veš o bontonu. Veste, tudi po tujih predalih in torbah nikoli ne brskamo. Kot si tudi ne brskamo po nosu, a ne, Charlie? Pa nisem tega vedel, to zdaj vsi delamo v razredu in sem mislil, da je popularno. Sedaj pa ti povej, da to ni prav. Upam, da mi bodo verjeli. Ja. Tako, res je. In vedno, ko se zgodi, da recimo neko tujo stvar, kaj zlomiš ali pokvariš, se opravičiš in ponudiš, da jo popraviš ali povrneš škodo. Čeprav zdaj jaz, tako kot sem imel prej, tudi ni lepo najbrž sedeti, ne? Je boljš, da imaš noge dol. Najbrž. No, bravo, Charlie. Ja. Pa še res. nekaj, a veš, jaz sem tudi zdaj opazil, a ne, da, mislim, mi v razredu si govorimo grde besede včasih, a ne? To tudi najbrž ni lepo. Se pravi, Ja. a lahko še nekaj povem, prosim? Ja, povej. Ja, hvala. Bi povedal še nekaj, sem se tudi spomnil, a ne, da sodi k bontonu, če si prijazen, pa če dviguješ roko, a ne, pa se zahvališ, pa tudi, da ja, bom jaz to zdaj upošteval, tvoje besede. To sem hotel Bravo, povedati. Charlie, bravo. Pa še nekaj, tudi nikoli se ne kaže s prstom, kaj bi želel jesti in nikoli ne zahtevamo največjega kosa. No, tudi nikoli med jedjo ne govorimo s polnimi usti in ne mahamo s priborom naokoli, ko jemo, ampak med in po jedi pribor vedno pustimo na krožniku, ne pa okoli njega in okoli mize. Ja. A zdaj pa, Še jaz sem se tudi nekaj spomnila. ja, jaz tudi, ampak ok, povej ti prvo. Ja, sem prijazen zdaj. Ja, zelo.
Ko je rekel, da ne kažemo s prstom, tudi na druge ne kažemo s prstom, ne? In jih ne ogovarjamo. Da ne kažemo, poglej, kakšen je tale Charlie. Res je, Tjaša, zelo lepo. Pa vedno, če se s kom pogovarjamo, ga gledamo v oči. To sem se tudi spomnila. Samo Tako je. res. Ja. Bravo, Da ne Tjaša. gledamo drugam, ko se s kom pogovarjamo. Ne? Ok, bom si še to zapisal. Daj. Bravo, Tjaša. Pa še nekaj. Nikoli se ne obračamo stran od starih in nemočnih. Včasih tudi oni potrebujejo kakšno pomoč in včasih potrebujejo zgolj samo nekaj malega. Recimo, da jim greš v trgovino kaj iskat po zimi, če je zunaj spolzko. To pa je logično. Ja. Ali pa da jim kako drugače pomagaš, ker jim pač lahko, a ne? Ja, pa veš, jaz sem se še nekaj spomnil, ne? Mi v gozdu, recimo, ko se igramo, pa potem, če ne zmagaš, on si potem jezen, pa užaljen, ampak to ni lepo. A veš, ker morate spoštovati tudi vi otroci, ja. Spoštovati vse nasprotnike, ali so športni, ali so kakšni drugači, ni, a ne, pač vse, tudi v šoli, če nekdo dobi boljšo oceno, ne smeš biti jezen na njega, ampak mu čestitaš in ga s tem spoštuješ in moraš biti tudi vesel za njega, ker je tvoj prijatelj, a ne? Bravo. Da se spoštujemo med sabo in si pomagamo in si čestitamo in smo prijatelji. Wow, bravo, Charlie. Kako si to lepo povedal, Charlie. Res je. Pa še nekaj. Ne prepiramo se s tistimi, ki mislijo drugače od tebe. Kajti vsak lahko ima svoje mnenje. Tudi ne norčujemo se iz debelih, če si suh ali suha ali obratno. In ne zbadajmo nizkih, če si visok ali visoka. In pa seveda tudi obratno. No, ne norčujmo se, kako je nekdo oblečen ali pa kakšno frizuro ima. Ja, se strinjam. Ja. Pa res je pomembno, da pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč. Tudi v šoli, naprimer, če nekomu nekaj ne gre, če tebi gre, Charlie, mu reči, jaz ti lahko pomagam in si zagotovo boš tudi ti dobil pomoč, če ti kdaj kaj ne bi šlo. Ja, a veš, ko je moja sošolka Špela zelo prijazna. Ona da meni vedno domače naloge za prepisati. Hvala, Špela. O, Charlie. Ja, Tjaša, tako kot si rekla, pa še nekaj. Vedno je treba tudi naprej potrkati na vrata, predno jih odpremo. In vedno poskušamo biti vsaj malenkost bolj prijazni, kot smo bili včeraj. Ja, no, sedaj, ko smo se pa naučili nekaj o bontonu, pa predlagam, da si vse dobro zapomnimo. Jaz sem si vse zapisal in ja, obljubim se, bom naučil, si bom zapomnil in bom bolj prijazen priden. Ne bom več prdel, pa ne bom si po nosu vrtal. In ja, še enkrat si bom pred spanjem vse prebral. Zdaj je pa čas za igro, ne? Tako Gremo je. se A igrati. se gremo igrati? Gremo. Pejmo! Tako, in spet je čas, da se bomo igrali novo igro. Danes pa je na sporedu igra 3-4 zdaj. No, tudi če jo ne poznate, jo boste spoznali sedaj. Čisto preprosta. Kot vidite, imamo že naše nastopajoče, ki se bo skupaj z mano igrali tole igro. Igra je takšna, da vsi stojijo sedaj za črto start in morajo čim hitreje priteči do črte cilj, ko da Miha povelje. Povelje pa je 3-4 zdaj. Takrat lahko čim hitreje stečemo. Ampak, če naš Miha reče karkoli drugega, kot recimo, ne vem, 3-4 zmaj, moraš obstati na mestu. Samo na besedo oziroma na povelje zdaj se lahko premikaš. A velja, vse druge besede odpadejo. No, če se zmotiš, narediš 2 počepa. Če se pa ne zmotiš, pa na besedo zdaj čim hitreje stečeš do cilja in tisti, ki je prvi zmaga. A se gremo igrati? Pejmo! Miha, a si pripravljen? A smo pripravljeni? Ja, sem pripravljen, ste vi pripravljeni? Na 3-4 zdaj. Na zdaj besedo lahko gremo naprej. Če se zmotimo, ostanemo tukaj in naredimo počepe. No, pripravljeni? Ja. 3, 4, čaj! Aha, 2 počepa. 2. gremo, še enkrat. 3, 4, zdaj! Zdaj. Ja, zdaj, ja. O, bravo! Idemo še enkrat. Ja. Vidve ste zmagovalki. Ja. Tjaša je druga, Charlie pa Tako. tretji. Pripravljeni? Ja. 3, 4, gremo! A, ne. Se zmotile, samo na zdaj, dajmo Ja. počepe 2, 1, 2.
A Dobro. veš zakaj, Charlie, ve, ker si je ušesa spucal prej. Aha. Ja, bravo, Charlie. Smo pripravljeni? 3, 4, z. Ne. Charlie. 1, 2, bravo, gremo. 3, 4, zdaj. Bravo. Ja, Petka. Zala, ti si kar raketa bila hitra. Super. Otroci, poskusite tudi vi doma s kakšnimi starši, prijatelji, sosedami, Ja. ne, ali pa z dedki pa z babicami. Gremo mi Te še boste enkrat. zagotovo premagali. Mi gremo pa še enkrat. Dio! Ja. Danes se bomo naučili lepih navad v angleščini. Good manners ali good habits, lepe navade, dobre navade. Ko nekam pridemo, vedno pozdravimo. Hello, je živjo, pozdravljeni. Še enkrat, hello. Če nekaj želimo imeti, v slovenščini rečemo prosim. Lahko dobim en piškot, prosim. V angleščini pa rečemo please, je prosim. Can I have a cookie, please? Lahko dobim piškot, prosim. Ko dobimo piškot, pa se zanj zahvalimo. Thank you, hvala. Ko odhajamo, zopet pozdravimo. Goodbye, nasvidenje. Goodbye. Če se želimo upravičiti, rečemo I am sorry. Žal mi je. Oprosti. Sorry je oprosti. Dobrodošli v Speedyjevem kotičku. Speedy nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima videospote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Speedy za to z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Speedyja, na katerega se lahko obrnete. S pesmijo Drava blues, ki jo je napisal Speedy, se nam predstavlja Patrik. V meni je želja, da povem vsem ljudem, kaj naredim, ko imam kak problem. Zgodaj vstanem, grem na balkon, zazrem se v Dravo, na telefon.
blues. Max pa obožuje svojo harmoniko in jo ima zelo rad. Danes bo za nas nekaj zaigral. Pia Lara, ki je stara 2 leti, pa je za nas posnela pesmico, pa ji prisluhnimo. Olipa je komika, ta ne lede točkota, i to čuvale dolaj, da nikoga ni dom. Kapajuček, Cici pat, tudi lepo babi pat, kuža pa pred vrata, da zame. lučka tat, pa. Otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu. Karkoli, če znate, pošljite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj.
Otroci, a ste vi mogoče kje videli mojo radirko? Meni se zdi, da sem jo izgubil. Zato, ker, upam, da mi jo Miha ni pojedel. Zadnjič je delal tako slastne piškote, takšni beli, mehni so bili. Pa se mi zdi, da sem imel takrat radirko na mizi, potem jo pa kar več ni bilo. Upam, da jo ni pojedel. A ste jo mogoče vi kje videli? Imam idejo. Lahko si pričaram, se jaz znam čarati, ne? Si jo bom pa pričaral nazaj, to mojo radirko. Takšna bela je bila, mehna, mečken je bila že umazana, ampak nič hudega, bomo novo sedaj pričarali. Pa dajmo takole, rabim samo dlan, a ne? V dlani nimam nič. Pa dam malo takšnega čarobnega prahu v to dlan. Takole. Vi ne vidite, ker je to čarobni prah, seveda ne morete videti. Takole. In zdaj dlan zaprem in postavim dlan na mojo nogo. In naredim malo takole, malo zmasiram nogo in ko odprem dlan, kaj pride ven? Radirka. Pa sem si pričaral novo radirko. Sej res sem pozabil, jaz včasih pozabim, da sploh znam čarati, a ne? In potem se moram spomniti. Ja, ampak vas najbrž zdaj zanima, kako mi je to uspelo, a ne? A vam pokažem? Seveda vam bom. Poglejte, potrebujete, če boste čarali radirko, ne potrebujete radirko. Če boste čarali bonbon, potrebujete bonbon, čokoladico, kakšno mehno ali pa kaj drugega. In potem potrebujete samo ene hlače dolge, tako kot jih imam jaz, a vidite. A ne? In zdaj, če hlače malo potegnemo gor, a ne? Tako, gor na nogo, na stegno. In položimo radirko pod hlače, a ne? Takole noter. Malo zakrijemo. A vidiš? Nihče ne bo videl, da imamo tukaj radirko skrito že vnaprej, a ne? In še na drugi nogi naredimo isto, da ne bo kdo posumil mogoče, da že mi imamo radirko od spodaj. Tako, in ko smo pripravljeni, rečemo, ne vem, lahko imate bonbone, ne? Sedaj si bomo pa pričarali bonbon in pokažete, da imate prazno roko, malo čarobnega prahu, ki ga tako ali tako nihče ne vidi. No pač, jaz si bom pričaral radirko, ne? Potem prazno roko položite na vašo nogo, na stegno, na mestu, kjer imate od spodaj hlače radirko in potem malo hlače prevzdignete tako z dlanjo, a ne? Pokažete pest in v pesti se skriva radirka, bonbon, čokolada, karkoli želite pričarati. Tako, zdaj ko znate, ko veste, kako gre trik, pa pogumno na delo in pričarajte nekomu kaj lepega. Pa se vidimo spet naslednjič. Petka! Čakaj, Tjaša, kaj si to zdaj ti meni pripravlja? A ti misliš, a ne? Mene že čakajo v gozdu, 5 minut že zamujam. Kaj, da ti bom jaz tukaj še nogavice te smrdljive zlagal, ali kaj? Niso smrdljive, ker so oprane. Ja. Res ne In to nama je pripravil Miha, veš? A ja, Miha je to bil. Ja, Miha je rekel, da morava te nogavice zložiti. Misliš? In jaz sem se spomnila, da bi to lahko naredila kot igro. V 1 minuti kdo več nogavic pare najde in jih skupaj zloži. A ti želiš, da ti jaz pomagam? Seveda, skupaj bova to naredila. A ti želiš, da ti jaz premagam? Ja, da vidiva, kdo bo več parov zložil. Se pravi, to moramo zdaj midva narediti. Miha nama je dal izziv. A je to izziv, kaj 1 minuta, a ne? Tako, ja, v 1 minuti kdo bo več parov najdel in seveda jih zložil, ne? Zdaj pa, da bo oba enako zlagala. Kako se to zlaga? Ti jaz zdaj takole, vidiš? Okay, ja, oba morata biti enako obrnjena. Ampak, ker nista ista. Sta, ni. Pa je mogoče. Ja. In potem daš na pol. Okay. In potem tukaj enega všeska narediš, tega not porinaš, vidiš? Okay. Se to pa znam. Znaš? Ja, znam, ja. Mogoče malo drugače. No, okej. Recimo tako, da se skupaj zloži, okej? Okay. In sicer 1 minuta, zdaj pa še malo premešava. Otroci, vi znate nogavice zlagati? Če jih ne znate, samo gledajte, opazujte najo, pa se jih boste naučila, ne? Mamice bojo zelo vesele, če jim boste pomagali. To je taka igra spomin, da najdemo pravilne pare. Ne, mamice bodo zelo vesele, če jih boste premagali, da boste to pa še boljše. Ja. No, Miha nam bo dal znak, ura bo začela teči in začneva. 60 sekund, 1 minuto časa. Kdo zloži zmaga in dobi od Miha ta sladoled za nagrado. Tako. A sva? Sva. Ok, 3. 4. Zdaj. Ok. Tako, morava gledati, da so iste barve, ne? Ja, mora biti enak par, ja? Par morava najti. Takole. Ja? Super. A te kaj navijalo, otroci? No, dejte, dejmo.
Charlie, dejmo. Ne, Tjaša, Charlie, dejmo, Tjaša. Charlie. Kjera še? Motor? Ha? A ti si rekla na polovico, veš kaj jaz tako No, ti kar tako po svoje. Važno, da bo zloženo, saj vseeno. Pa čist na hitrco. Je saj čisto je v vseeno. redu, bodo mamice pa očka ti bodo ful veseli, pa Ja, tudi babice. Ja. to če bi bili samo takole skupaj. Na. Črne nogavice, jaz tega nisem nikoli No, stekel, daj zato črne. morajo biti črne, da potem ne veš, Še katera različne so, ne, potem. sodi skupaj komu. Ja. Koliko imamo še časa? Miha, tam, kje si? A imamo še veliko? Kaj, tudi skupaj? Pa še, joj, ko bo Miha ful vesel, ker bomo, ja, taj sem ga pa jaz prvi najdel, ker bomo tole mi zložili, pa še tega ne Joj. najdem, taj tudi tvoj. A veš, taj koliko tvoj. bo to vesel, ker ne bo treba njemu. Ja, pa sladoled, čaki za sladoled. Joj, se pa Še- splača potruditi. Konec. Konec. Ampak malo nam je še ostalo. To bo To dokončala. bomo pa potem še Prav? dokončala. Dejva mi to Preštet. preštet. 1 plus 1 je 2, pa 3, pa 4, pa 5, pa 6, O, bravo. No, pa da vidim še jaz. Imava pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, se si zaslužiš Sladoled. sladoled. Ampak Peka. ga bom delila s tabo. Super. Ja. Veš, kako si prijazna, zasluži si namreč sladoled, zato ker ti to itak vedno sama delaš, a ne? Ja. Danes si meni dobila prvič zraven, da ti pomagam. Ampak je fajn igra, ne? Super igra, jaz sploh nisem vedela, da ta igra obstaja. No, in zdaj mi boš vedno pomagal in verjamem, da me naslednjič premagaš. Ne bom ti pomagal, ampak te bom premagal. Tako premagal. Ok, vi pa tudi dejte svoje, Nogavičke v red spraviti. pa premagite vse ostalo. Kmet in medved. Nekoč je živel kmet, ki ni imel nikogar, da bi mu pomagal na kmetiji. Zato je odšel do medveda in rekel: Poslušaj, medved, nikogar nimam, ki bi mi pomagal na kmetiji. Kaj, ko bi midva skupaj obdelala polja? Kako si bova pa razdelila pridelek? Je zanimalo medveda. Naj pomislim, je rekel kmet. Potem je rekel: Aha, takole bova naredila. Ti boš vzel vse, kar bo zraslo nad zemljo, jaz pa bom dobil vse, kar bo ostalo v njej. Se strinjam, je odvrnil medved. In tako sta posadila repo, ki je zrasla debela in zelo lepa. Oba sta trdo delala, da sta pobrala ves pridelek, potem pa je prišel čas, da si ga razdelita. Kmet je rekel: Vse, kar je bilo nad zemljo, je tvoje, mar ne? Da, je odgovoril medved. In tako je kmet odrezal listnate dele repe ter jih dal medvedu, sam pa začel preštevati korenine. Medved je spoznal, da ga je kmet ogoljufal, zato se je šel kujat v svoj brlog. Naslednjo pomlad ga je kmet ponovno obiskal. Poslušaj, medved, kaj ko bi midva zopet skupaj obdelala polja? Medved se je malce obotavljal, nato pa rekel: Naj bo, ampak tokrat ti dobiš vse, kar bo zraslo nad zemljo, jaz pa vse, kar bo ostalo v njej. Zmenjeno, je rekel kmet. In tako sta posejala pšenico, ki je bogato obrotila. Ko sta jo požela, je prišel čas, da si razdelita sadove svojega dela. Kmet je vzel zrna, medved pa je dobil slamo in korenine, skratka, zopet nič. To je pa višek, se je razjezil medved. S tabo prav gotovo ne bom nikoli več delal, saj si bolj zvit kot lisica. Z Bogom! Tako je rekel in odhlačal v gozd. Nikoli več ga niso videli obdelovati polja. Zgodaj zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.